Well, Mama told me when I was young, said sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, it'll help you some sunny day. It will. Oh, take your time, don't live too fast. Troubles will come and they will pass. You'll find a woman and you'll find love. And don't forget that there is a someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. Baby, be a simple kind of man. Oh, won't you do this for me, son, if you can, if you can. Get your lust from the rich man's gold. All that you need now is in your soul. And you can do this, oh baby, if you try. All that I want from you, my son, is to be satisfied and be a simple kind of man. Be something you love and understand. Baby, be a simple kind of man. Won't you do this for me, son, if you can, if you can. Oh, don't you worry, you'll find yourself. Follow your heart and nothing else. And you can do this, oh baby, if you try. All that I want from you, my son, is to be satisfied and be a simple kind of man. Oh, won't you do this for me, son, if you can? So baby, be a simple man. Oh, won't you do this for me, son, if you can? Dobro jutro, enostavni ljudje. Samo biti enostaven človek. Biti pravi človek je pravzaprav herojsko dejanje, mar ne? Biti pristen, iskren, avtentičen, dup in z vse strani padajo bombe, da si kriminalc, zato ker si človek, ne? Zato ker razmišljaš svojo glavo, da si kriminalc v tem svetu. Ja, pa kam smo mi to prišli, ne? Mislim, vemo mi, kam smo prišli, zdaj sam kako iz tega ven. No, tudi zato imamo recept, valjda ga imamo, itak ga imamo. Bodi to, kar si in to, kar si pokaži svetu, je bilo navodilo meni ene 3 leta nazaj, pa nisem vedel kako.
trudim se na vse možne načine pokazati, saj ne na ven, ampak vsebino svojo pokazati. To, kdo si ti. Ne, da nimaš namenov prevar, da nimaš namenov škodovati, da ni namen komorkoli hudo narediti, ampak dobro, ne? Kako, ne vem, ampak v isti sapi pa biti pravzaprav neke vrste morilec nepravilnosti oziroma morilec dejanj, ne ljudi, dejanj, ki delajo škodo ljudem. Težko je to matematika, s takimi stvarmi se človeštvo še ni nikoli srečevalo, smo pa tukaj in zdaj in to skupaj. Vsi smo v isti, če se temu reče, godli, ni to godla, to je odrešenje iz tisočletnega ujetništva in proces, ki se dogaja, je zelo skrbno orkestriran iz nivoja galaktičnih sil, ki skrbijo za to, da se mi prebujamo počasi, da prihajajo razkritja step by step. Vse to je zelo dobro orkestrirano in prav je tako in s kakšnim namenom in zakaj se to tako odvija, no to pa bo današnja tematika ponedeljkovega jutra, ko se piše 17. februar in 7 minutke čez 7 in v tem trenutku želim dobro jutro prav vsem zbranim na radijskih valovih Radio MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije na valovih megahertz. In točno to je ta valovna dolžina, po kateri prihajajo navodila in orkestracije galaktičnih sil vsem ljudem, ki smo odprli svoje antene, da ujemamo to frekvenco. In na to frekvenco moramo biti vse bolj odprti. Bolj, ko se zavedaš, bolj, ko stvari razumeš, bolj, ko stvari dojemaš, bolj tudi dobivaš signale in dobivaš usmeritve in, bom rekel, navodila. Zdaj, včeraj jaz tudi nisem hotel izdati naslova Biblija. Pravzaprav sem včeraj celo cincev, ali bi ali ne bi vam povedal že ali ne še, ali bi čist do konca naredil, pa pol butnu ven, pa tako. Ampak neka sila, saj jaz vem, katera je to, sila je rekla, ne, kar pojmo, kar dajmo Biblijo ven, pa kar gremo, pa bilo šta bilo, pa ne se pokaže, kar se mora pokazati. In tekom dneva so se res stvari zanimivo pokazale, kako svet funkcionira, kako funkcionirajo stvari, vse je v redu, vse gre po pravi poti in tudi promocija, tako kot se zagre, se bo zgodila takrat, ko bo pravi čas. Zanimivo pa je, koliko ljudi je kako reagiralo, ne? Torej, ponudam še več od sebe, pa še manj ljudi najde tisto tipko deli. Nemogoče, mislim, neverjetno, ampak v isti sapi se zavedamo, koliko je ovir, ampak se zavedamo tudi, koliko pomoči ni, ne? Tudi to znamo opaziti, ampak vse to je del procesa, del razkritja. Razkritja prihajajo eden za drugim. Če bi prišla vsa razkritja naenkrat, dragi moji, bi nam odprli glave, zgodil bi se kaos, zgodila bi se panika, čakaj, sem še napisal, zgodila bi se kaos, čakaj, kaj sem napisal? Paranoja, kaos in poškodovanje drugega. Paranoja, kaos in ljudje bi poškodovali drugega. Torej, če bi prišlo razkritje ljudem naenkrat, torej tuneli, pa ukradeni denar, državni, davkoplačevalski, 100 milijard je do zdaj, še koliko je, 3 dni pa bo en mesec, kar je Trump na vladi, pa je že dolž, torej ta Elon Musk, ki je Department of Government Efficiency, torej oddelek za pregledovanje učinkovitosti vlade v Ameriki, je v enem mesecu privarčeval 100 milijard davkoplačevalskega denarja, dragi moji. A se vi to si predstavljate? In nekako se že po svetu prihaja viralno, tudi jaz pravim, da dajem pooblastila temu Musku, da on pogleda, kako je s financami, kako je z ljudmi, ki se bogatijo oziroma ki imajo prilive iz davkoplačevalskega denarja. Ne? Kako, kaj, koliko, pa zakaj. Ne? Jaz mislim, da če davkoplačevalski denar ima davkoplačevalec pravico vedeti, koliko, kam in zakaj je šlo. A ne? Mar ne?
In to je tisto, kar v bistvu se je po svetu začelo širiti. Musk, pričah nam to pogledati, dej jaz ti dam dovoljenje, da pogledaš, ker to pa je naša ustavna pravica, ne? In tega pa se tudi mi mogli malo zavedati in tako. Ampak ja, hvala Bogu, odkrivajo se stvari, kaj sem hotel reči. Če bi vse naenkrat izvedeli, ljudje bi se med sabo pobili. Torej, ko bi ljudje izvedeli, kdo je imel celo življenje nož v rokah in nasmešek na obrazu, v isti sapi, kdo je prevaral iza tega, kdo je prevaral na višji ravni, torej bomo rekli to z denarjem davkoplačevalskim, in kako so v bistvu nas nategnili na čisto vsakem nivoju, od zastrupljene hrane do, mislim, pa sej bodimo iskreni, že dovolj bi bilo, če bi se samo od covida zmenili, ne? Mislim, da imamo zdaj pri nas strokovnjaka, ki pravi, sploh ne morem razumeti, kaj je ljudem, da so se tako upirali cepljenju, ne. Zdaj na tako novico v medijih lahko skočiš pa rečeš, ti preklet kreten, ovo, ne. Ampak ne vam položim na srce, dajte se na te stvari v medijih odzivati pravilno. Kaj to pomeni? Da se zavedate, da lažejo, da se zavedajo, da želijo iz vas izvleči tisto, vi pa naša naloga pa je ostati miren. Oni želijo dvigati dekelj človeku. Oni delijo lažne informacije z namenom, da bi se ljudem nekje zgodilo v glavi jeza, strah. Ampak spet po drugi strani pa jaz pravim, ljudje, dragi moji, če se vam to ne bo zagnusilo do 3 materne stari pol, boste tudi težko stopili korak naprej, ker vedno nekako smo iskali opravičila. Sami veste, tetke, babice, ovo. Težko si šel tja, težka je bila, kad s to matera zastopaš, skozi te cuzala, dala ti je pol na koncu za eno čokolado, še tista je bila mal čez rok. Ampak doma so pa rekli, kar pejt, pa jo moš kar razumeti, veš, taka pač je, ne, taka pač je in ti jo dej probaj razumeti. Nekako prihajamo do točke, ko rečemo, ja, razumem, taka je, ampak to ni delovanje pravilno in mene to, jaz te energije svoje tja ne bom več dajal. In tako moramo tudi mi razumeti, da nehamo dajati svojo precious energy stvarem, ki so tukaj na tem svetu, da nas drenirajo. Ne? In ta drenaža ima en kup enih vzvodov. Ampak vse počasi že kakšnega znamo, že kakšen vzvod poznamo in marsikateri smo se navadili in vse, kar je, moramo to samo še v prakso devati dan za dnem. In prebujenje ni nekaj, kar se zgodi tak, pa pol si čist drugačen, ampak prebujenje je nekaj, kar je v tvoji vsakdanji praksi, kjer se odzivaš na stvari drugače, kot si se. Zaradi tega, ker stvari razumeš. Ne? Ker če ne razumeš, potem bi želel ljudi spremeniti. Ker če ne razumeš, potem si stvari jemlješ k srcu. Ker če ne razumeš, te to čustveno prizadene. Ker če ne razumeš, potem se bojiš. In vse, česar se ljudje bojijo, je posledica tega, ker ne razumejo, zakaj gre. Iz tega naslova je prav, da se raztegnemo svojo našo lastno zavest in začnemo pravzaprav svet gledati skozi drugačno prizmo. No, in temu tudi Biblija naštima, da bi mi spremenili pogled na svet, da svet ni tak, kot nam indoktrinacijsko razlagajo, kakšen je. Od malega smo se učili, kako da je. Pa danes ugotavljamo, da nič od tega, kar so nam povedali, ni res. In butalci to že vedo in oni samo gledajo na svet drugače. In moja ideja je, da vam pripeljem bližje ta pogled, ker si boste vi enkrat rekli, ok, znajdel sem se v tej in tej situaciji, kako bi pa zdaj tle butalci reagiral? A on bi šel z vilami na unga, kar mu je zakričal, ti pa kreten? A z vilami bi šel? A bi mu nazaj kričal, ne, pa nisem jaz kreten, ti si kreten. Ne, butalc ne reagira tako. In zdaj jaz bi ful rad, da v bistvu vsak izmed vas dobi ta pogled na svet, ker je drugačen, je čist in seveda je človeški. In biti človek je pa pravzaprav herojsko dejanje. A ne da je? Zveda je, ne? Zato pa smo pravzaprav ne toliko sončki srčki, ampak bolj ne heroji, zaradi tega, ker bolj si avtentičen, bolj si zbombardiran, bolj si targetiran, kaj ti zavedajo se temačni, nizkotni, strahopetni, da če se mi prebudimo v svojo polno moč, njihova manipulacija ne dela več. In
bolj ko si prebujen, bolj vidiš prek manipulacije. Ljudje, mnogi še danes ne vidijo čez manipulacijo, pa smo rekli nočijo, pa ne vidijo, pa so zaspani, pa ovo. Meni je čisto vseeno, kater vzrok imajo. Oni enostavno niso zahakljali tega vala prebujenja, ki se dogaja, verjeli ali ne, v mojem svetu od leta 2008 je bilo pri meni začetek teh procedur. Takrat pojma nisem imel, kaj se v meni dogaja. V 2012 je pritisnil še enkrat, malo bolj. Pol je priletel v 2014, še malo jače. In tako, jaz sem te stvari do šestega sem štev, no. Do 6. preboja sem štev, to je bilo 3 leta nazaj, no pol pa ne štejem pa več. Ne. To pa je catch, da se zavest širi enkrat na mesec ali pa 3-krat na dan. Ne. Čisto odvisno, koliko si sam odprt. Zaradi tega vam svetujem, da ste odprti na stvari in ako jih ne razumete v popolnosti, rabite tisto puzzlo, ne, tisto košček sestavljanke rabite, pa ne veste še kam paše. Kar vzemite ga dol, ne ga zdaj pretirano obdelovati kaj, kako, zakaj. Če ne razumete nič hudega, bo prišel cajt, ko bo točno tista stvar prišla na pravo mesto, najdu se bo pravo mesto, kam tisti košček paše, a ne? Ja, in takole, 17 minut čez 7 v 17. februarskem jutru, ko je ponedeljek za mnoge delovni dan, prav bi bilo, da je vsak dan delovni dan in da je delo tako, od katerega dopusta in počitka ne rabiš, ker je samo delo take narave, da v bistvu z velikim veseljem se angažiraš, tako kot jaz se z velikim veseljem angažiram v to, bom rekel, finiširanje in poliranje knjige, kot se z veseljem angažiram v to, da se vam dnevno javljam, in ako sem malo falil prejšnji teden, ne, ampak jaz mislim, da vam je jasno, zakaj je to tako bilo, da je logično, da če se človek spusti v dokončanje takega projekta, kot je odzadaj, verjetno je logično, da rabi nekaj časa zase. Mislim, zase. Jaz to že vem, jaz sem to napisal zato, da bi drugi tudi vedeli, ne zato, da bi jaz bolj vedel, pa da bi jaz bil bolj faca, ker vem, pa drugi ne vejo. Jaz bi želel, da drugi vejo tudi, jaz to že vse vem. Jaz načeloma ne potrebujem tega znanja, ne? Jaz imam mnogo ugledov, uvidel in zaznal ter razumevan na dnevni bazi. Pa bi vam lahko rekel, ne bi bilo niti to potrebno, da sem se spravil in v radio, in v video, in v papirnato obliko, zato ker to ni potrebno. Potrebna je vaša in naša energija, ki jo oddajamo na dnevnem nivoju v situacijah, kjer se znajdemo. In to je tisto, kaj se šteje. Vaša energija dneva, ki jo pošiljate v eter sleherni dan, slehernim vdihom. Kolikrat se razjezite, kolikrat ste jezni, kolikrat ste ustrašeni, prestrašeni, kolikrat to delite naprej in kolikrat v bistvu sami sebe ujamete, da ste hoteli dati naprej, pa ne date. Rečete, ne bom stari, zakaj bi zdaj dal ven naprej nekaj, kar v bistvu je vezano na strah, ker ne razumem pa nekaj, daj kovstvo to zdaj in jaz ponavljal in še naprej delil, nima smisla. Ker ta svet je bil, negativnost se je popala, ne, na ljudi. Pozitiva gre veliko težje, kakor vidimo, a ne, pozitiva ne prebije zlepa, ne, a ne, da ne. Ja, ampak pozitivno pa se razmišljamo vsaj tisti, ki nam je TikTok dovolil, da me zagledate, da se zagledamo, da imamo obvestila, kaj ti novi ljudje so zaščiteni od mene, jaz sem v enem takem mehurčku, novi ljudje ne zagledajo Turšiča, ne zagledajo radija, da jim daš na YouTube, Facebook, TikTok, nima veze, v bistvu namesto da bilo ljudi po nekih algoritmih če dalje več, je ljudi če dalje manj, a ne, vsebina je če dalje boljša, ljudi pa če dalje manj, ne, kako lepo, ne, ampak to je zgolj zato, da vidite, da vidimo, kako prljava je njihova igra, kako prljavo delujejo, kako gnilobno je to, kar se počne, kar se grejo, da si razjasnimo. In tudi to je del razkritja, tudi to je eno razkritje. Jaz sem to dojel na Facebooku že 2 let nazaj ali pa 3, pa na YouTubeu sem po pol leta delovanja ugotovil, kako mi nagajajo. Na TikToku sem ugotovil po parih mesecih, kako grejo vzvodi
In tako, mislim, to so vse spoznanja, ki prihajajo, ampak mora biti ena pa po ena. Škoda in žalostno je, da ljudje tudi teh ena pa po ena ne govtajo, ker slej ka prej, jaz se nekako predstavljam kot kompresija, kot Dopplerjev efekt, poznate Dopplerjev efekt, torej, ko vlak prihaja, ne, torej nekako zvok pa zrak pa hitrost potovanja zvoka pa hitrost vlaka, to gre, nekako se skompresira, se vam ne znamo risati niti, skompresira se in enostavno zvok je, trobenta je, resnica je tukaj, prihaja, ampak ljudje se obračajo stran in jo kao ne čujejo. In zdaj bo ta resnica v kompresirani obliki prišla do njih. To je za mnoge ljudi zelo stresno, zelo stresno. To je za vsakega človeka zelo stresno, ker se ti razkruši čisto vse, kar si v življenju živel, se ti sesuje v enem dnevu na glavo. In to je tudi težko za zgovtati. Zaradi tega pa smo ljudje tukaj, ki smo že začeli to svoj proces prepoznavanja, da bomo te ljudi v tisti fazi, kar prihaja, v tisti fazi znali ujeti, in ne biti potegnjeni v njihovo nizko dramo in kaos. Oni bodo, iz njih bo ven kozlali, kaj so me prevarali, veš, kakšne so barabe, vse to bo izleteli iz njih, ampak mi moramo takrat stati stabilno, zaradi tega imamo Butalsko Biblijo prikazano, trdnost stoji kot hrast, se upogne, ampak se ne zlomi, kot vrba. Vsaka stvar ima svoj smisel in namen in mi moramo ostati stabilni in notranje močni. Jasno mi je, da vas 8 minut pred 7:30 na TikToku močno zelo blokirajo. Če drugega ne, vsaj to malo poskrinjajte. Včeraj je, mislim, da Marjana, pa mislim, da Urška, pa mislim, da Leja tudi. Ne smo malo nakazali, ne, kako izgledajo te manipulacije, mogoče pa iz tega naslova kakšno objavo naredite, a ne, kako je v bistvu nemogoče, oziroma kako močno zelo je težko resnico pripeljati na plano, ker nam je kršena svoboda govora, svoboda druženja, kršena nam je svoboda svobodnega izražanja, sem se grdo izrazil, narobe sem se izrazil, ne? Pravica do svobodnega izražanja. Medtem ko mediji lažejo kot pes, plačani so za to mastne pare, nas, ki se trudimo z resnico, blokirajo, na drugi strani pa še dobim batine, da kako, sem včeraj ujel 3 ljudi, ne, ki so se takoj spotaknili, ne, da resnica se pa ne bi smela računati, ne, mislim, jaz ne vem, moje delo ne sme biti ovrednoteno, ne, tako hočejo, tudi to jim gre zdaj v nos, milijarde njihove letijo v mem, spotikajo se pa tle ob drobiške, ne, zanimivo, ne, kako ljudje so hiter pokažejo svoj pravi obraz, tako da tudi Butalska Biblija je včeraj pokazala obraze, s tem, ker ljudje niso pokazali svojega obraza, so pokazali svoj pravi obraz. Torej, ker so se skrili, so pokazali, kdo so. Tako da tudi to vse je del razkritja in prav je, da ga opazujte široko, opazujte na široko, da boste razumeli stvari, a ne? In tako. Dobro, zdaj pa pol ure že imam, kaj vas še nisem pozdravil. Dobro jutro vsem 14, ki sta zraven. Naj si bo to Marjana, ki praviš dobro jutro, pa Sabina praviš srčnim ljudem dobro jutro in pa Irena tudi uletela dobro jutro, pa Zmago tudi je z nami in Eva dobro jutro tudi tebi, hvala za kofeženo, vse zgodaj. In še Polona je prišla in rekla, da smo pa lučke. A veš, da sem prebral lulčkom, ne? Sem rekel, kva me spet žališ? Odlično, super, dragi moji, me veseli, da smo zjutraj skupaj. Jaz sem pogruntal, da najboljšo rešitev sem najdel, mislim, Butalci vedno iščemo dobre rešitve, ne. A veste, ker jaz sem včasih mogel vstati pa iti kavo skuhati, ne. Zdaj sem se posodobil, ne. Kuham enkrat, pa pijem 3-krat, ne. Torej, imam termosko, ne, in iz termoske si dolijem kofe, pa je stvar rešena, ne, tako da bi ga kar skuhal, ne. Tako da
Stvari je treba v življenju poenostaviti. Življenje je enostavna stvar, tudi Biblija butalska vas bo o tem učila, vas o tem uči, da je življenje mnogo enostavnejše, kot so nam ga razlagali. In življenje so pred nami, naši predniki živeli bistveno bolj svobodno in lahkotno in umerjeno ter enostavno, kot nam ga skušajo prikazati zdaj. Z vsemi možnimi uredbami, prepovedmi, zapovedmi, ugovori, da se ti skegla. Dokler se s tem ukvarjaš, ko se nehaš igrati to igro, pa ne velja več to zate. Sabina, meni je to jasno, ni kaj. Ampak ni kaj. Probajmo napisati z drugimi besedami, poiščimo, kako jim pa gre skozi. Ne kako ne gre, meni je jasno, da ne gre. Ampak tako, kot butalci vedno iščejo rešitev, oni se ne kregajo, zakaj je tukaj zid. Oni študirajo, ali pa robide, oni študirajo, kako zdaj prideti okrog teh robid, brez da si vas da nimaš res trgane hlače. Tako da dajmo poiskati, kaj pa je rešitev. Mislijo, da smo lulčki. Bodo oni vedeli, kaj kako tile lulčki vstanejo, so prave kurčetine. Da se zabavam. Ampak ja, oni so... Ideja je bila, da nas prepričajo, da nas uspejo toliko zavajati, da mi ne prepoznamo svoje prave vrednosti. To je tako bilo to. To je ta situacija. In ko ti v bistvu rečeš, veš kaj, zdaj pa mene zanima, kdo sem jaz. Zdaj pa jebte si mater, zdaj si bom pa jaz vzel malo cajta, bom jaz to malo razdelil. Who the fuck I am? In to je pa za mnoge prevarante not good. Taki, veste, v butale pride prevarant, mu ne rata butalca nategniti in prevarant gre v drugo mesto in razlaga, kako so butalci neumni. In zaradi tega, na tak način, je tudi o meni, tudi o vas in o butalcih se razširila beseda, da so neumni. Pa niso. Pa to ni resnica. Resnica je daleč od tega in tako. Maja, dobro jutro, lepo te je bilo videti v soboto, the best, tudi vaju, the best, prav, najlepša hvala, veste, da je Maja meni mogla pomagati v soboto, nisem imel, tudi za kofe nisem imel v soboto, toliko smo šli daleč, tako da Maja je priskočila na pomoč, pa Jože, tako da the best, hvala lepa. Kaj sem jaz vam hotel reči, da razkritja prihajajo počas in razkritja so neustavljiva. Mi smo imeli možnost, jaz gledam stvari že 3, 4, 5 let, torej od začetka korone na polno, predtem sem pa bolj iskal, pa nekako, ampak od korone dalje je začelo postajati jasno genocid, nevarnosti, laži, kaj je zdaj to maske, kaj je zdaj to kršenje ustave, ampak večina je gledala stran. Niso razumeli, zaspani so, ne zanima jih, Leto, 2, 3, 4, kasneje 5. Pa ti ljudje ne morejo reči, da ni videti. 100 milijard ukradenega denarja, proračunskega, davkoplačevalskega denarja v Ameriki, zdaj ni videti. Ne, pa kva te Turšič, tebe to briga, to je Amerika. Mislim, kaj mene to briga? To se mene tudi tiče, ker pri nas ni nič drugače. Ker to je ista gamat. To drekalo je prišlo na pozicijo in samo študira, kako bo kradlo, žrlo in se nažeralo. Saj to nam je jasno, mar ne? Ali ne še? Ali je? Ali ne? Ja, pa kaj pa češ? Kaj pa češ? Ja, dajmo jim pol še več, ali kako? Ja, ne, tu pa ne. A vidiš, no, pol pa dajmo jim reči, naj nehajo, ne, ali kaj tacga. Ja, pa tu jim ne moreš nič. Pa imamo mi zapore, jo pa imajo imuniteto. Ne. Imuniteto oni iščejo, ne da jo imajo, oni jo iščejo, oni si jo želijo in raztolmačijo, da jo imajo. Oni nimajo nobene imunitete. By the way, zelo krasno se odkriva razkritje, pazite zdaj to. V Washingtonu DC je zdaj velika panika. In ta velika panika se izkazuje na način, da če greš v Google Analytics, to imaš analitiko, kaj ljudje iščejo. A veste, katere dva iskanja sta zdaj največja v Washingtonu? A ste ujeli? Kaj ljudje najbolj iščejo? Pravnika, iščem lawyer, pa immunity.
Beseda immunity jim je zelo pomembna iskalna beseda. V naslednji fazi pa sem ujel nek možakar ful dobro pripravil, koliko stanovanj koliko stanovanj se prodaja v Washingtonu. To je v bistvu, to niso stanovanja zdaj formata srednji razred ali pa tako, samo najbolj prestižna Gamat prodaja svoje stanovanja, misleč, da zdaj bomo šli pa kam drugam, pa bo boljš. Veste, oni so zelo neumni. Oni so se ukvarjali s prefriganostjo in so zgubili bistvo, kako sploh se znajdeti, ko jim ne gre več po maslu, a ne? Sabina, so paraziti, pa ne to zdaj še enkrat na veliki zvon. Dajmo to odzvoniti že enkrat, so gnide, ne rabimo dobesedno ponavljati. Again and again and again and again and again. Iščemo rešitve, ne kaj je gamat. A smo to, imamo mi to sliko. Mi iščemo rešitve, ideja je, da iščemo rešitve. Mi moramo najti drugačen komentar, da bo šel čez. Ne pa pizditi na parazite, ki so paraziti, da ga nam pustijo čez. To ne reši ničesar. Ničesar. In nikomor nič ne pridoda. Ne bo šlo. Nič nimamo od tega bistveno več. Tale gamat gre spet v nepovrat. To je, ali pa ne, Sabina, to tudi nič izglih nujno. Vsak bo zase vedel. Mi imamo free will. Tudi danes bi se lahko Musarjeva odločila pa rekla ne. Tudi danes bi se sleherni župan lahko odločil pa rekel ne bom sodeloval, narobe smo delali. A mi ste sposobni odpustiti? Ljudje bi rekli ja. A ne? Ampak ne. Kdor bo to izbral, odhaja. In neizpodbitno dejstvo je, da bodo prav vsi se srečali z božjo pravico. Kar seješ, to žanješ. In Butalci so sejali dobro voljo, sejali so svojo pamet in sejali so dobroto. In kaj ti pol pripada? Kazen božja? Ne. Seveda ne. In kaj dobiš, če lažeš, kradeš in zavajaš ljudi in jim želiš težko, da jih vidiš utrpljenje, da jim povzročaš trpljenje, kaj misliš, že bo nazaj pa bombone, ali kaj? Tista vila pa tist BMW ne koristi, ker občutek jih bo srečal, kaj so ljudem doprinesli. Ne? Kaj so ljudem doprinesli v življenje? Slabo ali dobro? To bodo občutili in to je napovedano nam strani galaktične federacije, da to prihaja do njih. Mislim, zdaj boste rekli, pa kako to? Pa sej vi poznate besedo preporota, awakening, shift, dvig zavesti, ločevanje zemlje, nova zemlja. To ni nekaj novega, to se nisem spomnil, to so stvari stare 100 let, 2000 let. Ne? Ampak dejstvo pa je, da nihče od nas ni vedel, kako bo to šlo. Vse sort smo si predstavljali, ampak da bodo ljudje dejansko občutili občutke, ki so jih povzročali s svojim delovanjem drugim. To si pa nismo mislili. In tudi pod točko razno se nismo znali zamišljati, kako bo prišlo do tega. Verjeli ali ne, mi smo tisti, ki jim kažemo, da njihova igra več ne gre naprej in se njihovo delovanje obrne njim direkt nazaj. Torej, vsi oni že vedo za Boga, pa za angele, pa to, pa za višje sile, vsi vse vemo, ampak niso pa pričakovali, da se bodo najdli na zemlji ljudje s temi lastnostmi, ki bodo rekli, alo, pa jaz tudi tebe vidim, da lažeš, kaj ti misliš, da jaz ne vem, da lažeš, ali kaj? Se oni vedo, da mi vemo, da lažejo, oni to dobro vedo, zato pa jih to boli. In to jih boli ka pas, ka svina, ne? In jaz nobenemu ne privoščam bolečine, ampak je beš mi sunce, prav je tako. Zakaj bi ti drugim povzročal bolečino? Tle imaš, ne? A je v redu? A ja ti ne paše? A ja vidiš, celo jaz ti jo nisem rabil dati, sam sebi si jo dal, ne? Tako je z tega naslova. Dobro, 5 minut je čez 7:30.
Jaz bom sam sebi privoščil eno nagradno nagrado za prekratko pauzo, a ne, oziroma prekratko pauzo kot nagrado, a ne. Evo, odlično, od zadnji bo We Are The World, aha. Ne, Elvis Presleyja bomo dali, a ne, Marjana, enega Presleyja, da bomo ponedeljkovo jutro zažagali s pravimi moškimi vokali, ne pa s tem 150-erijo, ki piskajočo današnjo, ne. Poslušam te moške, oziroma fante, ali kva so, vse sploh ne vem, v bendih, ki pojejo in tako, in to je, vse je v bližini ženskega vokala, ne, mislim, zakaj že, ki je pa Elvis lepo povedal, kaj je prava glasilka, a ne, ja, dobro je, 6 minut čez pol osmo, idemo, a ne, mal budkota, mal Biblijo, mal tega in onega, pa en komadič. Pa dobro jutro, vsem. Vam dam za vmes razmislek, beseda dragon, zmaj, a ne? Drag on pomeni nekaj vleči. Kdo je dragon? Tist, ki vleče naprej, a ne? In to smo mi, drag on, dragonari. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. When the world turns. Svet se bo obrnil, tako kot praviš, Marjana, lepega nas čaka še mnogo. It's so much to celebrate. Že zdaj. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Geto so sam misli, dragi moji, zavest naša je naš zapor. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Ja, mnogi so lahko srečni, da nimam ta pravega zmaja, dragona, ker bi jih poklatil vse, ampak smo pa drag on, ker mi vlečemo stvari naprej, dragi moji. Negativa je vlekla v svojo stran, pozitiva pa vleče v svojo stran in zavedajte se, da nismo mi džabe tukaj, a je prav. Dobro jutro tudi tebi, Lea, dobrodošla med nami. Kako je rekel Michael Jackson? We are the world. Mi smo svet. Njihov svet propada, njihov je game over, ne? Ja, in na zdravje vsem, ki smo naredili svoje lastne raziskave. V dobi informacij je ignoranca informacij zgolj izbira. In ja, izbirajo sami, ne? Ljudje sami izbirajo ignoranco in ne želijo biti informirani, ne? In zaradi tega jih čaka parka špinčič, kar eno grozno spoznanje, ker bo vse naenkrat preletelo. Ideja je, da spoznanja prihajajo počasi, ne? Počasno prihajajo in to je ideja belih klobukov, galaktikov in tega konkretno orkestriranega propada in razpada kabale. Se boste vi zavedali svoje veličine, dragi moji. Pa težko jo je pokazati, drugače, by the way. Ko te vprašajo, ti in čigava vojska točno? A sem vam jaz včeraj razlagal o škratkih? A sem vam jaz včeraj razlagal o miškah? Niso to tako iz trte zvite stvari, dragi moji. Dragon. Mogoče še tale. Pogosto smo frightened, prestrašeni, bolj kot poškodovani in trpimo od imaginarnosti, kakor od dejanske realnosti. A je prav? Mediji nam dajo imaginarnost, da prihaja nekaj groznega, da bo zelo slabo se nekaj zgodilo, pa je temu res tako. Ljudje trpijo sami po sebi, zaradi tega, ker se bojijo. Strah je tisti, ki ljudi paralizira in seveda neznanje. Človek se boji tistega, česar ne razume. A ne? Torej, razumeti stvari je bistvo in Biblija je tista, ki prinaša nekaj v ta segment razumevanja, da bi le razumeli.
that you were having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Oh, hi, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on a limb. Sekunda. Tisti, ki mislijo, da je duhovna vojna sam en hec, ne, še niso stopili v bitke, ne? Tisti, ki misli, da je to hec, ni še stopil noter. Tako da, načeloma je tudi tako, dragi moji, velikrat sem rekel, sončki, srčki, zlate dušice, ovo, vse to lepo in prav, ampak dragi moji, to je boj. To ni boj, to je mesarsko klanje. Na duhovnem nivoju nismo si mislili, da bo to šlo tako, ampak zavedimo se, da so tudi z besedami nas močno znali prizadeti, tudi to je bila njihova duhovna vojna. Tudi tako so se oni bojevali, ne z meči, ampak beseda je meč in s tem mečem so nas ranili v srce, a ne? In to je tisto, kjer smo mi bili ranjeni in tudi narcis je vsak znotraj sebe hudo močno ranjen, a ne? Od tam izhaja, ampak to ni opravičilo, da mu je dovoljeno, da to dela naprej. V tem dosedanjem sistemu je bilo to kar super, kar ne on hara, ne uničuje, ne bomo ga proglasili za bolnega, to je vse to je vse normalno, a ne. Tako, kot je normalno zamenjati spole, tako, kot vse je normalno, ne. Mislim, ne smeš kupiti pera, če si star 10 let, pa čikov, lahko se pa odločiš, da se boš zamenjal spol, ali ne. To pa si dovolj zrel za to dejavnost, ne. Skratka, toliko moramo biti na jasnem, da v bistvu morajo se te stvari prideti na plano v obliki razkritja, da ljudje dojamejo, a ne. In veste, vsa globalna prevara bo prepoznana, vsa, ni druge. In mnogim ljudem se bo zaradi tega spoznanja skrušil njihov celoten svet. Zaradi tega se ljudje toliko upirajo, ne zato, ker bi bili toliko zelo... Ne, da oni ne bi videli, ampak oni niso za to, da to pride na plano. Njim ni do tega, absolutno ne. In zaradi tega mora priti korak, pa še nova, pa še novo odkritje. Malo tu, malo tam, malo v Ukrajini, malo v Ameriki, malo v Sloveniji. In kdor zna gledati, vidi en kap stvari. A ne de? Kaj sem še napisal jaz, da... Tvoj odziv na kričeče medije je pomemben. To sem si zapisal in verjetno zato, ker je pomembno in vam polagam na srce še enkrat tudi današnjem ponedeljkovem jutru, kako zelo pomembno je, kako se vi odzovete. Berete novico, neko novico ste dobili pred sebe in rečete, mi je materna opet ovo. To ni dober odziv. Na koga? Časopis bo zdaj občutil ta vaš gnev. Ne, časopis je vam predal ta gnev, da ga vi iznotrej sebe imate. Ali pa novice na spletu se vseeno, ali pa na radiju, ali pa na poročilih, ali pa na televiziji, se čisto vseeno. Vse to mora v vas vzbuditi, ne sme vzbuditi jeze, strahu, gneva, ampak butalska Biblija pravi znotraj sebe, neumnosti se nasmej. Res, ker je res neumna. Ker neumnost misli, da smo vsi tako glupi, kot je neumnost sama neumna. Veste, inteligenten človek se zna narediti neumenga. Butalc dobro ve, da se lahko naredi butastga. Neumen se pa ne more pametnega narediti. Lahko se dela, da je pameten, ampak inteligenten človek hiter vidi, kaj je
zaigran intelekt in kaj je pristen intelekt. Ne? Razumemo. Jaz sem lahko neumen. Jaz sem lahko whatever I want. Ampak neumen pa ne more biti pameten, ker ni razgledan. In to jih boli. In to nam zavidajo. A ne? Tako da mogoče je zdaj tudi ne delaj se pametnega, stari. Če nisi razdelal, ne se delati pametnega. Ne? In tako jih boste tudi prepoznali, in tako jih prepoznavamo. Ne? Skratka, dajmo se neumnosti nasmejati. Dajte popaziti, kako reagirate na stvari. Na stvari, ki vam želijo tukaj, da vam dvignejo živc. Ne pustijo vam komentarja skozi. A boste se jezili? A kaj nuca komu? Ja, lahko, če jezo raztegnete naprej, ampak ne boste verjeli, načeloma jezen komentar bo šel čez. Mehkih komentarjev ne pustijo, nežnih, vzpodbujajočih, tega vam ne pustijo čez. Zaradi tega moramo biti zviti pa previdni, kako jim kaj napišemo. Ja, Marjana, vsak začetek ima svoj konc, to sem tudi včeraj v Bibliji naredil, ne? Ta se mi zdi ful dobra, ne? Vsak začetek ima svoj konc, vsak konc pa ima seveda tudi nov začetek. In tudi leta nič, ne, torej 2024, 25 let nazaj je bila štetje nič, ker se je končala ena doba in se je začela nova in takrat je bilo treba narediti novo zavezo, ker je bila stara že stara. Ne. In zdaj smo v isti fazi, zaradi tega imamo zdaj najnovejšo zavezo in razvezo. A ne? Ta bi bila še boljša, imamo novo razvezo. Butalska Biblija je v bistvu najnovejša razveza. Nič se ne rabimo zavezovati, nikomur se ne rabimo zavezovati, razen Bogu. To je vse, kar je, pa Bože ne daj se od njega odvezati, ker kdor se obrne stran od Boga in resnice, pravice in morale, ta je zgubljen v tem in vidimo, če dalje bolj jasno vidimo, kdo vse se je ujel v to zanko temačnosti zaradi tega, ker se je obrnil stran od svojega moralno-etičnega kompasa. Ba ne? Ravnodušni moramo biti, praviš Polona, res je. Ne smejo nas stvari se dotakniti, ker tudi v Butalski Bibliji, moji najnovejši knjigi, kdor še ne ve, a ne, Miša, ti ne vem, če veš, imam novo knjigo, tako da je dobrodošla. V opisu mojem, v biografiji je že link do prednaročila. Knjiga pa izide na moj rojsten dan, tako da veste. Torej, rojstvo knjige je na rojstvo avtorja, ne, na rojstni dan avtorja. Tako da, a ni dobro, dvakrat rojsten dan. Dvakrat rojstvo. V vsakem primeru nekaj novega, a ne. Pay the role of the fools to fool the fool. Tako je, Leja. Sometimes you must play a fool to fool a foolish who thinks that he is fooling you. I can do that. Jaz lahko to naredim. Jaz lahko zaigram bedaka, njim enakega, ne. Jaz se lahko spustim na njihov nivo. Komot, če čem. Če pa nočem, pa ne. Ampak oni se na mojega ne morejo dvigati, ne, zaradi tega, ker za to rabiš nekaj intelekta, nekaj razumevanja, nekaj zavesti, predvsem avtentičnost, ne. In tle se že zgubijo, ampak a se jaz želim spustiti na njihov nivo, to je zdaj pa drugo vprašanje. Kaj pa, če se jaz več nočem spustiti na njihov nivo? Kaj pa zdaj? Pol pa ratam jaz težak, naporen, narkoman, idiot, neumen teoretik zarote, vse si izmislijo samo zato, da te diskreditirajo v svoji družbici, v svojem okolju. Rečejo, ta je tak in tak, ne, in zdaj to se razširi naprej. In zdaj tak je tak in takim je od spodaj pa Biblijo prinesel. Kako pa zdaj, nekaj so slišali o Turšiču, da je loser pa neki, ne? Zdaj pa kako je loser pa alkoholik pa narkoman pizda napisal knjigo, ki jo imenuje Butalska Biblija. Mislim, Biblija je nekaj, kar v bistvu ne podvomiš, ali je resnično ali ne. Kako pa zdaj to bomo pogoltnili, dragi moji sokrajani in ostali škodljivci in ostali, ki so strosali negativo o meni, ne? To bo zanimiv. To, veste, sama Biblija bo sprožila kar nekaj stvari v mojem okolišu, tako da veste, ko mi čakam videti to. Kako se mi svetlikajo učke že zdaj. Zato, ker, veste, maščevanje ni tako, kot ga poznamo. Maščevanje je tako sladka stvar. Tako sladko. In v bistvu, ko ugotoviš, da ti naenkrat znaš izkoristiti to energijo nasprotnika, ki te želi uničiti, ti jo tako zavrtiš, da ono deluje
v tvoj prid. Ne? To imam zdaj en krasen plan, se bi ga na glas povedal, toliko mi je prečudovit in prekrasen, s tem se Sabino veliko menjava, ampak ga ne smem, zaradi tega, ker je tako, veš, skrivnostnost je tudi zajebana stvar. Ne? Jaz verjamem, da se ljudje marsikaj zdaj sprašujejo, mater, če nisem jaz tudi kaj v Bibliji zapisan, porka Madonna, s to mater božjih. In to vrstnim ljudem sporočam, da prav vsak se bo not najdu, ne? Čist vsak človek se bo znajdel v Bibliji, prav vsak. Ne? Tako da, to je zdaj taka stvar. In meni tudi to ideja, by the way, nekaj imen pa je napisanih, ipak. Ko sem spet do knjige prišel, za vas imam eno posebno prošnjo, eno posebno željo imam za vse vas, glede na to, da bom v naslednjih dneh prav hmal jaz mogel dati končno verzijo tiskarjem, bi jaz rad napisal še nekaj. Rad bi, da dobim z vaše strani zapis, kako vidite vi mene. V kontekstu stavk 2, tako, na kratko. Kako vi mene vidite, kakšno stopnjo zaupanja recimo smo vzpostavili, mogoče koliko so vam moje besede prišle prav v življenju. In tako, jaz bi to dodal noter in kdor mi bo poslal na zasebno sporočilo tekom dneva pa jutr, bom neizmerno hvaležen in ga bom vkomponiral v knjigo in dal bom gor sam ime. Recimo Marjana, vem, da mi bo napisala, vem, da pa Eva, pa Polona zihar, pa Lea tudi. No, pa bom napisal sem Lea pa Polona, ne bom dal priimkov. Tako da boste imeli častno mesto, če mi boste poslali. Tako da tiska hoče biti noter delček tega mozaika, vam bom ful hvaležen. A sem bil jasen pa razumljiv. Tako da ful vam bom hvaležen, tudi ti, Marko, upam, da si ujel. Kako vi mene vidite, da bom dejansko dal sliko o avtorju, ne, čist tam za na konc, da imamo mečkam, kako vi mene vidite, ker nisem čisti nič prepelil, ne, ipak sem že 3 leta prisoten, nekaj sem že povedal, nekaj pokazal, nekaj zavrtel, nekaj razložil, nekaj obdelal in prav bi bilo, da si ljudje, ki ste pri tem zraven, ki ste pomagali na tak ali drugačen način, naj si bo s kroncami, klobuki ali pa tudi samo z rožico ali kakijem, da dobite svoje mesto, a ne? Jaz meni se zdi to kul, če želite, če pa ne želite, pa seveda vsak sam. Vabljeni pa vsi, da napišete, kdorkoli ima občutek, da lahko poda neko. Sej, če boste napisali, Mateje, en lamatač, ne bom jaz nič hud, tudi to bomo dali zraven, ker ne moreš biti na celem svetu vsem všeč, aj prav. Bom čisto razumel, bodite pa iskreni, to je pa edino, kar od vas zahtevam, da ste iskreni in da napišete resnično tako, kot čutite. To je evo moja prošnja za vas, tako. Da mi napišete, dajte mi ali na mail ali na zasebno sporočilo, vse TikTok ima zasebno sporočila, vzemite si tistih 5 minut zame, zato da boste dobili svoje mesto v Butalski Bibliji, v prvi knjigi Butalske Biblije. To za moje pojme, to posebna čast. Malo za šalo, malo za res, rad pa bi, da v bistvu ljudje slišijo mnenje o avtorju iz ust nekoga drugega. Praviš, Marjana, da je težka naloga, ker je težko z besedami izraziti, tako hudo te moja duša obožuje. Mislim, hvala. Viš, že to je, tudi tole je eden izmed, tudi to je dovolj. Mislim, ne, bodite izverni, bodite kreativni, ne, bodite, verjamem, ker duša dušo sliši, ne slišimo mi glasilko, pa pamet, pa to. Veste, duša moja govori vaši duši, stari, in tudi vaša duša sliši, ne glede na to, če se v glavi je kje še kaj narobe, marsikdo reče, ja, Matej, se vse lepo in prav, ampak to z ravno zemljo me pa ne boš, sicer ostalo mi pa ful paše, ne. Zaradi tega, ker v bistvu ne gremo preko uma, pa preko filtra možganov, gremo prek filtra srca in to je v Bibliji napisan, čez kaj filtrirajo Butalci stvari, ne. Je treba stvari na prav način filtrirati, da je pravi filter, ne moreš ti čaja filtrirati na sito za pesek, ne, imaš drugačno sito vzeti, ne, za določene stvari so določene sita, ne, določene stvari pa sitne postanejo, pa zoprno pride, ne. Eva, praviš, da boš napisala vse toliko, lahko damo nazaj od vsega, kolikor dobivamo.
Ja, mislim, to je tudi za vas, bom rekel, neke vrste častno mesto, mar ne? Jaz mislim, da ja. Seveda, kdor želi, ne? Da ne bo kdo rekel, zdaj pa zakaj sem not napisal. Ne? Lahko pa napišete, ne imenuj me, kakorkoli boste rekli, vse bom upošteval. Jaz bi dal enih 10, 15, ne vem, takih kratkih, takole, toliko, ko so ti komentarji dolgi, ne, veš, ali pa 2-3 stavke, no, saj ne bo nič narobe. Ok, imamo, ok. Mary, did you know, ljudje, a ste vi vedeli, kako je vse narobe, in ideja je, da v bistvu vsi pomagamo pri tem razkrivanju. Zdaj, seveda, jaz vam ne morem pripeljati čisto vseh informacij, koliko odkriti se odkriva na dnevnem nivoju, da zdaj v bistvu Zelenski pa Evropska unija pa Putin, kako zdaj to klobasačijo, kako odstopajo direktori, kako se prodajajo bajte, koliko denarja se kje kam steka, od koga. Zanimivo je ta dolž. Sami veste, da sem v enem momentu rekel, mater, ta Elon Musk je kot Juda Iškariot znotraj Trumpove ekipe, ne. Ampak, ne, viš, kako se človek zmoti, ne. Verjetno ni, ne. Ker če ne bi odkrival takih milijardnih, 100 milijard, no, je prišparal v Ameriki v prvem mesecu, ne. Toliko uspešnosti, ali bom rekel, mnogi pravijo, da Trump je baraba in njegova ekipa tudi, tako da zdaj tudi JFK mlajši, ne, je že tudi pripeljal v spredje Faucija nazaj na sodišče, je rekel, čak sama, zločini nad človeštvom ne morejo biti pardonirani, torej oproščeni, kot je tebe Biden oprostil, ne, ker by the way, Biden je naredil nezakonito pomilostitev, a ne? Pomilostiš lahko nekoga zaradi določenih stvari, na genocid nad človeštvom pa ne spada tle zraven, tega ne moreš takega človeka pomilostiti, pa si lahko sam Bog ali pa si predsednik Združenih držav Amerike zadnjih 15 minut, ne bo šlo. Tako da ogromno aretacij se dogaja, vse to v zakulisju, zaradi tega, da se na svetu ne zgodi panika med ljudmi, ki se obračajo stran od resnice, ki se obračajo stran od dejstev, ki se obračajo stran od razkrivanj štale velikanke, bom rekel na globalnem nivoju, na državnih nivojih in seveda na koncu na mikronivojih, kajti nič ne tepne nucajo vladarji, če nimajo svojih podpornikov znotraj družbe, temu se reče, kako že, žvižgači so unike izpostavljajo to elito, drugače so pa to vohuni, a ne, in špijuni, in tega ni malo. In najbolj noro je, ko enkrat začneš prepoznavati, kdo špijun je in kdo ni, in vidiš ti način delovanja in tako. Še ena stvar se bo dogajala ljudem v družbi, bodite pozorni, izgubljajo oni pozornost na sebe, ego potrebuje external validation, torej zunanjo potrditev. Kaj se zgodi, kadar ego ne dobi zunanje potrditve, oziroma ko ljudje nehajo nekako slepo zaupati, slediti, verjeti tem napihnenim egotriperjem, ker so v bistvu prepoznani kot lažnivci. Dajmo čist moj primer. Neka ekipa ljudi je sproducirala negativen narativ okrog mene v ozadju, ne? In zdaj v bistvu, to se hitro razširi po selu, in zdaj ti ljudje bodo tisti, ki so slišali od te ekipe, da sem jaz grd, zdaj počasi ugotavljajo, da temu nič izglih tako. Torej so oni, ki so ustvarjali negativen oziroma lažni narativ, zgubili kredibilnost tako, bum, Kaj se zgodi s človekom, ko ne dobi zunanje potrditve? Ego se skruši, ego se zlomi in zlom ega je tisto, kar prihaja na prvi ter med mnogimi ljudmi. Ljudje bodo še vedno jokali, ne, da so žrtve in tako, ampak ego se mora zlomiti, zato ker mi egoizma v sodobnem svetu ne bomo več imeli. Ljudje se bodo odločili, kam gredo. Jaz ne verjamem mestu, ni več vredno biti tam. Res ne. Realno sem vesela, da me moja intuicija do Elona ni izdala. Ja, meni je bil, iskreno vam povem, ogromen sem imel jaz teh kaotičnih razmišljanj o Elonu. A veš, Fauci ni naš, ok? Tale Zelenski ni naš, Trump je naš, Putin je naš. Jebem ti, kje je Elon? Je, ne, ni, ne je, ne čak ni, mislim, ne, čak, ne,
ampak to je infiltracija extra non plus ultra, the best. Jaz mislim, da je to vse tako, vem, da je tako, kot mora biti in tako, super. Garaž Build Civic. Garažna izdelava Honda Civic. Matej, hvala vam za pozitiven doprinos k razvoju človeštva. Rad vas imam, the best. Honda Civic, tudi jaz z veseljem podajam stvari naprej, da le padajo na plodna tla in da se ne odbijajo neuporabno dalje. To vse štima. Dobrodošel, da me podpreš s tem, da kupaš Biblijo, klikneš na opis v moji biografiji, ne, tam pod profilno sliko in na tak način bi v bistvu ta ljubezen bila tudi dokazana, potrjena, da ne bi sem pri besedah ostajal. Pa sej, nič slabega, to boš lahko povedal še naprej komu kaj, pa še kakšno posvetilo bom komu kaj napisal, če se bo prav fejst poaktal. Vsakmu kaj, kar pripada. Ne? Kakšen je to otrok, dragi moji? Kakšen je to otrok? Knjiga. Jaz nisem vedel, da je to tako. Jaz sem mislil knjiga, da to itak noben ne bere. Ni to čist glih tako. Ni to čist glih tako. Pa še ena stvar je. Ne morajo zbrisati te vsebine, ne morajo jo zatemniti, ne morajo jo blokirati. Sekunda. No, se v redu je. V redu je, ej. Halo. Ja. Ja. Lucy rešuje planet. Kaj se hoče reči? Blizu med drevesa. A vidite, takole misel odleti. Aha, otrok, ja. Ne morajo zatemniti, ne morajo ugasniti, ne morajo blokirati. Od ust do ust je tisto kritih, od ust do ust, zato ker je med nami pust. In pust mesu, a ne? Pust, pustinja v duši, pust maske, pust mesek, se reče pri nas, veš, pust je mesek, a boš mal mesek ju, ali ne boš mesek, ne? Pust mesek, pust mesk, pust mesk, Elon Musk, pusti masko in pusti meseno. Priključi se duhovnemu. Razumete, koliko je beseda globoko se razvijala tekom časa, a ne? Pusti meso, pust stvari, ki se te ne tičejo, pust strupene stvari, ne govorijo, kar čejo, pusti to, ne vtikaj se v to. Ne? To so maškare, ki govorijo, ki te želijo slabo. In kad ti znaš razbrati, da stvari niso namenjene za to, da se te dotaknejo noter v čustvo, v jedro, takrat si ga zmagal. What doesn't kill you makes you stronger. Kar te ne ubija, te naredi močnejšega, dragi moji. 8 minut čez 8 je pravi čas za eno čist prekratko kofiček pauzo. A ste za? Stronger, takole gremo naprej in vse dobro, vsem želim in ja, in tudi Lučka nas vse pozdravlja in oganja zle duhove. Noč bat, ona že ve, zakaj laja. Ona točno razume energy na več metrov, kaj jaz. Vse dobro. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you I got. Ja, tako kot sem napisala Marjana, da butalski razmišljanja že deluje. Toliko so zabiti, da ne vedo, da benzin ne gasi ognja, ne? The best. Mi smo samo še zalaufali. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely
knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Vsi vemo, stari. Everybody knows. In vsi bodo tudi zvedeli, kdo smo mi. How it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Takole. Pepe, ubil svojega Pepeta. And everybody knows that it's now. Mnogo bomo joka deležni, ljudje bodo spoznali, ljudje se bodo spreobračali. Vse sort bomo imeli v prihodnosti, dragi moji. In naša naloga je postati močnejši zdaj. Razumeti, dati v prakso, videti, kako funkcionirajo. Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead. No, ta je tudi krasna fotkica. And to think Alan has only peeled back the top layer of the world's largest onion. Ne? Začel je šele lupati največjo čebulo. Poglejte, koliko ljudi je že začelo jokati. Aha. Pa še bo tega, dragi moji, tega bo ogromen. Ampak izhajamo iz srca in smo nepremagljivi. Nepremagljivi. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. Največji strah narcisa ni to, da vas izgubi, ampak to, da ga boste izpostavili, kdo v resnici je. In to počne Elon Musk, to počne tudi MTK. Sleherni dan. In ne morajo, jezni so name in ne morajo tega na glas pokazati in reči, jezni smo nate, ker nas izpostavljaš, ker nočemo, zajebano jim je prišel. Sem študiral dolgo, kako jim bom to povedal, ne bo pomotil. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows.
Ja, in ni pomembno, kako drugi vidijo vas, pomembno je, kako vidite vi sami sebe, kako vidimo sami sebe, a ne? To je čar in nihče vas ne more ljubiti bolj kot ljubite samega sebe in nihče, nikogar ne morete vi zares ljubiti, dokler ne ljubite zares sebe. To ni egoistično. To je, duša je tako narejena. Človek mora sebe ljubiti. Kako pa? Kaj boš sebe sovražil, pa druge ljubil? Sebe moš ljubiti, pol pa gre naprej, a ne? Ja, takole se pogovarjamo o razkritjih 17 minut čez 8, kako pomembna so razkritja prevare na globalnem nivoju, kako pomembno je razkriti vse grdobije, o njih kar govoriti, a ne, pa bom rekel posplošeno o narcizmu, a ne, saj vsak sam ve, kaj je, pa kaj ni. Tudi v butalski Bibliji imaš eno pa drugo stran, unka laže, pa unka ne laže, saj ni nič tle strašnega. Unka greši, pa unka ne greši, unka je zaveden, ki ne ve, da on zavaja, pa ne ve, da je zaveden, torej ta neke vrste krožna na tega in tako prevarant se vedno ujame tudi v pasti svoje in pasti drugih, ne, na hitro ti prevarantu lahko prodaš banano, a ne. In razkriti je potrebno tudi z notranje strani, torej treba je razkriti svoje lastne potenciale, jih odkriti, jih razkriti in jih začeti implementirati v svoje življenje. Ne, zdaj, a sem jaz pisatelj? Ne, nisem. Ja, pa sem. Ne, nisem. Ja, sem. Ja, ampak to sem šele zdaj. Potencial pa je bil, ne? Verjetno že od rojstva, ne? Sam nisem vedel, kako ga bom implementiral. A sem jaz govorc? Ne vem, stari, ja. A sem radic? Ne, nisem. Ja, sem. Ali kaj sem? A delam na radiju? Ne, kar tako sem si ga poimenoval, zato ker znam klobasačati, ne? Zato ker znam to izpeljati, ne? Torej, to so potenciali moji, ki sem jih implementiral v življenje. To so moji potenciali. Nimajo vsi takih potencialov in jaz nimam takih potencialov, kot jih ima, ne vem, Elon Musk ali pa Trump ali pa Putin ali pa ne vem kdo. Pač moji so taki, ne? Moji so taki, ampak vendarle, na koncev, vsi delamo za isto stvar. Zato, da resnica pride na plano in zato se dela. To ni nekaj, kar se čaka. To je nekaj, za kar se dela. In tle je tisto, kar loči ljudi od teh, ki delijo neke vsebine, nič svojega ne napišejo, delijo vsebine, nimajo lastnega niti mnenja, niti pozicije na nič, z nekimi slikcami ali pa objavami, nekako pravijo, jaz sem tudi na tej strani. Veliko lepša je meni, koliko vas spremljam, kaj počnete, veliko lepše so mi vaše lastne objave, če tudi so še, bom rekel, ali grafično nevidne, ali narobe malo tekst, ali date premejhne tekste, ali jih date preveč gor pa dol, da jih pokrijejo te ikonce pa tako, ampak kdor ne dela napak, se ne more nič naučiti iz lastnih napak, ne? Torej, ljudje ne delajo, ker se bojijo, da bodo naredili napako, da jih bodo označili HHH, a ne? In ljudje pač ne delajo stvari in prav je, da jih delamo in da se brusimo. Jaz nisem, ta prvi video ni bil nič podoben dobremu videu, pa ta 10. tudi ne, da ste mislili. Tudi po 100, zdaj, ko se gledam nazaj nek 100. video, sem rekel, ja, pa pizda, kako si ti to se sploh šel, ne. Ampak tukaj smo in zdaj in delamo tako, kot je po liniji najmanjšega odpora in to butalci vedno iščejo, kje je najmanjša upornost, ne z glavo skozi, dragi moji, butalc raj dolg študira, kakor 3-krat dela, res. In to je značilnost človeka, no, če človek 2-krat delati. Malo pomislite nazaj, kolikrat so nas porinili v to, da smo eno in isto stvar morali 2-krat narediti, ker se je nekaj sfižilo, slučajno. Ne, nam je štalka je bila, da se ti jaz kisa. Tako so meni naštimali, zdaj, ko gledam nazaj, koliko je bilo tega naštimanga. A vam postavimo zvočnike tle? Ja, kar tle, bo super. Ko smo jih zložili enega na drugega, so pa rekli, tole bi bilo pa fajn, če bi dali pol metra naprej. Saj, ko lahko te pa jaz z pol metra po gobcu pretegnem. Ne, vse je kar v redu. No, a vidiš, a me lahko nehaš jebat, ne? Mislim, šele ko jim pokažeš, koliko je ura in tako. Čakaj, to, Marjana, praviš, nič nas ni ubilo, moči nam je nalilo. Tako je, nič nas ne ubije in res je, preterali so nas, predaleč so šli s svojimi prevarami, kjer so se razkrili in nas opolnomočili. Tle smo jim neizmerno hvaležni. Vsaj jaz sem hvaležen prav vsakmu, ki me je metal polena pod noge, vsakmu, ki me je hotel spotakniti, vsakmu, ki me je hotel zdegradirati zaradi tega, ker to je mene naredilo močnejšega. In tako, dajte tudi vi probati razumeti, da
Oni so tle zato, da nas delajo boljše. Zdaj, ko gledaš to iz dušnega nivoja, a veste, da smo se duše že zmenile? Jaz bom naredil to, pa boš ti pol to spoznal, pa boš pol ti elevator. Sam ne me ubiti. Ljubi svojega bližnjega, ljubi sovražnika. Če pa dela narobe, ja, ampak to je njegova dušna naloga, on tebe s puško ne bo, pa z nožem, on te ne bo. On te bo z besedami in on te bo prepričal, da ti ali boš riknil, ali boš pa se dvignil. In on te bo glih toliko, da se boš dvignil. In to so že vse dušne pogodbe gor. Mi smo se vse to prej že zmenili. To je plan, v katerega v bistvu mi moramo verjeti, ne pa pajacom, ki nas pelejo v klavnico, dio mater, ne. Mi imamo višje plane, to so take strategije, da je za znort. Nismo sami v vesolju, nismo sami v tem procesu. To, kar delamo zdaj, je proces vesoljnega formata, dragi moji. Zaradi tega je vaša in naša funkcija toliko zelo pomembna, da se postavimo v vlogo moči in rečemo, ojej, pajaci, cirkus, kaj pa je zdaj to, a ti tudi, ta je pa dober, ta je pa normalen, the best. Živijo črna ovca, moja frendica, ne. A veš, in tako moramo mi sami sebe zbildati, ne. Moramo se, mislim. Naredite kar če, ne? Sej svobodna volja pa še vedno dana vsem, kdor če, kar če na zemeljskem nivoju, a ne? Zavestiti svojo lastno vrednost je največje darilo sebi, potem se vse sestavi. Res je, Leja, kadar človek da sebe, ko spozna, ozavestiti, res je treba ozavestiti, da ti to pade v podzavest, ne v nezavest. Kdo si? Da nisi ljudka, ki jo bo nekdo šetal. Če si od koga voden, si strani ata in to ti je varno vodstvo. Vsa ostala vodstva so le vodstvo stran od ata, od tega, ki te vodi. Pa moralno-etični kompas, pa kaj imaš rad, je tisto, kaj šteje. In dej to implementiraj v življenje in bo ziher prav. Ziher se bo nekako poklapal, ne more drugače biti. In šele, ko si srečen sam s sabo, si zares srečen, praviš, Marjana. Ja, zaradi tega pa smo radi sami s sabo. A mislite, da če bi jaz ne rad bil sam s sabo, bi lahko spisal knjigo? Ne, zato ker jo ne moreš spisati, dokler žureraš v enem klubu, pa dokler remblaš o vremenu, pa o fuzbalu, pa dokler sužničaraš sistemu in dokler se ukvarjaš z zunanjim svetom. Kadar si sam s sabo zadovoljen, v miru, s svojimi mislimi, takrat lahko sproduciraš stvari. In knjiga je spet še en dokaz, da samota je dobra stvar. In ko si sam s sabo srečen, wow! Tako imam jaz dela sam s sabo. Mislim, tako v glavi. Butalc sedi in noter on potuje po univerzumu. Štoparski vodnik pozdravi kmečki pameti, ne? In to je čar vsega tega, da daješ, Leja. Ko jezo oziroma žalost, ker so nam delili slabo, pretvoriš v hvaležnost za rast, veš, da si ozdravljen vsega. Tako je. To je del procesa zdravljenja. Kadar ti tisto, kar je bilo nam videno kot nekaj slabega, pretvoriš v to, da to iz tebe dela močnejšega človeka. Ne smo včeraj rekli, skok v višino. Ti ne boš iz prve skočil, ne vem, zmišljujem se, 1,70 m, ne? Boš pa lahko preskočil 50 centi, 60 tudi, 70 tudi, pizda, pri 90 ima pa že kdo težavo, ne, ali pa pri 120. Ne? Ampak, če boš treniral, boš tudi 130 skočil. Isto je z dvigovanjem uteži in enako je z premagovanjem teh ovir, ki jih sistem ponuja. In kadar ti sovražnost, negativnost, tisto, kar je narejeno, da te ubija, da to premagaš, takrat ti postaneš močnejši. Pa ljubi Bože pomozi, pa jaz komi čakam, da pride en lešnik, da mu jo prpele meno. Pa jih kar ni, a ne? Zdaj to iz ozadja bremzajo, a ne? Včeraj smo videli, kako dobro so se pomatrali, ne? So se pomatrali, kas to mater. Bravo, njim res 100 točk, ampak nič hudega, imamo mi sledilne naprave. In komaj čakam tisti dan, ko mi bo dano videti, kdo so bili ti ljudje, ki so stisnili prijavo. Ko mi čakam videti ta seznam ljudi, ki bom rekel, bravo, odlično. Takrat v isti sekundi je zblokirano čisto vse, stari. Tako da pozor vsem, ki se s tem ukvarjate, tam iz pozadine.
redno prisotni, pa nič ne moramo zvedeti, kdo ste, kaj ste. In tako, to je vse že sumljivo, to je že vse rdeč alarm. Ker resnica se ne skriva. Tisto, kar ni resnično, nekaj dela iz sence, pa se skriva, pa tako, ne upa nič kaj dosti povedati. Tako da je to zdaj postajajo stvari tako jasne, sem že kdaj rekel, molk je zlato, ampak molk ni zlato. Molk je pravzaprav izdaja in odprt gobac je pa ta druga izdaja. Ne? Tako da zdaj je res kočljiva situacija za vse, ki so se znajdeli v kriminalu. Noro. Prej ko dojameš, lažje deluješ, praviš Marjana, lej, in to je to, se strinjam z obema, res je. Vso negativo moramo prepopati na pozitivno stran. Takole, 4 minutke do 8:30, uro pa pol smo skupaj, zelo mi je žal, da ste blokirani v komentarjih, da zelo težko komentirate kaj, mogoče je to prednost za tiste, ki je to dober izgovor. Sej bi komentiral, pa ne gre, ne? Ampak vidimo, da se da, če prave besede napišeš, kar gre skozi, ne? Tako da, po drugi strani pa ni nič narobe, če naredite tudi kakšno objavo, mi je bilo všeč Marjana in Leja, da ste včeraj podale te in Urška, mislim, da je bila, da ste podali te stvari malo TikToku zadihati, ne? Mislim, halo, pošleš srček, lep dan želim, pa si blokiran, mislim, želiš ljudem dobro in si blokiran, ne? Mislim, zastopimo mi, da smo na pravi poti. Torej, bolj, kad te blokirajo, bolj je to dokaz, da smo na pravi poti, mene te stvari ne vlečejo dol. 3 minutke do 8:30. Dragi moji, jaz imam 6 stvari za delati, zato vas bom na tej točki prepustil vašemu dnevu, vašim mislim, vašim talentom, vašim spoznanjem, vašim istočnicam dneva. Mnogo bi vam še lahko govoril, ogromno mi še napisanega, kar tebi vam še povedal, pa nima smisla zaradi tega, ker bi rad želel, da boste te stvari v miru prebrali, kajti naj vam povem, Biblija je nekaj, v kar se ne dvomi. Biblija je intimna zadeva in Biblija je nekaj, če jo prebereš, si odrešen. Kadar Biblijo razumeš, si odrešen. In ta moja Biblija je en prvi korak k odrešitvi. Jaz verjamem, da ne bo s prvo knjigo vse rešeno, ampak zagotovo pa kakšen del zagotovo bo pomagal k odrešitvi oziroma stopanju na pravo pot in pogled skozi prizmo oziroma skozi očala preprostega človeka. Tudi Magnifico preprosto poje. On je kar šel, ne? Pa v besedah, če jih malo posortirate, boste videli, da je veliko stvari se poigraval z besedami in verjemite mi, da v besedah že vse piše. Ne z besedami, v besedah. Sama beseda bi bili ja, pa niso. A ne? Ne? Že Biblija sama, mislim, halo. Tako da dajte se poigravati, razširjajte svojo kapaciteto uma, razumevanja, dajte trenirati reakcije na stvari, ki so tukaj zato, da prožijo vaše emocije, jeze, gneva in tako. Če imate kaj imejte gnev, naj se vam zagnusi golazen in do nje ne imejte nobene milosti in nobenega joj pa tak pa pač je. Ne, je lahko tak, ampak to ga ne opravičuje, da je do soljudi nespoštljiv, zloben, zajedalski, negativen, otežujoč in tako naprej. Ne dopuščati. Jaz sem veliko časa dopuščal, pa dober sem sej, lej, pa je pač star, ali pa je pač bolna, ali pa lej, pa je pa res vojno dala skozi, pa res je hudo. Ampak dajte se ozdraviti, ljubi Bože, ne biti težki, dajmo življenje narediti lepo, da se bomo imeli fajn, ne pa da nam bo težko zaradi tega, ker se ti je zgodil nekaj v preteklosti, daljni preteklosti. Ne? Torej tudi proces žalovanja, odpustiti situacijo, ne? In tako. Me veseli, da mnogi že postajate v teh pogledih čedalje močnejši, čedalje bolj ozdravljeni. In če je moj doprinos zraven, sem več kot počaščen in hvaležen. In še enkrat prosim vsakega, ki ima o meni zapisati mnenje o tem, kdo sem, da ga dopišem v Biblijo, vljudno vabljeni, da mi pošljete zasebno sporočilo na TikToku ali pa na Messengerju, ali pa na mailu, meni je vseeno. Dajte mi napisati, da vas vtaknem v Biblijo kot to, kako avtorja vidijo drugi ljudje,
ki ga nekoliko že poznajo, koliko je vredno zaupanja, oziroma ne, pa se nima zaupanja, sploh nima veze. Ampak tako, kakšne so vaše lastne izkušnje? Prav. Sabinca praviš, da lepo se smejte in veliko se smejte. Delo kliče, ja, mene tudi, nikaj, ne vam sonce sije sleherni dan. In hvala vsem, tudi tebi, Sabinča, za vse, za vas doprinos in tako. Lea, praviš, koliko se tega branja veselim, se pa že dolgo nisem, kot otrok, the best, Lea. Tudi jaz pravzaprav komi čakam, da vam dam to v roke, ker res si želim, da se oddahnete, da se nasmejete, neumnosti se nasmej in prepoznaj, da neumnost je bila sam v narobe svetu označena kot... A veste, načrtno so rekli, da smo butalci neumni, zaradi tega, ker nas niso mogli dohvatiti. Enako vsak prevarant reče, da je prfuknen in to zaradi tega, ker ga ni mogel doseči, ker ga ni mogel zleči na svoj nivo, nikoli ne priznajo, bil je pametnejši. Niso nikoli rekli, butalci so pa pametnejši, pa jih jaz nisem mogel premagati, pa jim nisem mogel prodati svoje banane. Noben ne bo tako rekel. Bo rekel, oni so neumni, ker niso kupili mojega izdelka, vi boste bolj pametni, pa kupite moj izdelek. Tako nekako nam probajo dopovedati in normalizirano je bilo, da je pamet deklarirana kot neumnost in to ni prav. To ni prav in moramo popraviti stvari in tako je Biblija pokvakana, tako so butalci pokvakani, to je vse, kompletna resnica je pokvakana in čas je, da začnemo stvari popravljati in jih devati na svoje mesto in če mene kdo kaj vpraša v današnjem času, bi mogli zagoreti kar nekaj knjig, mnogo knjig kot v inkviziciji bi moralo goreti. Zaradi tega, ker je ogromno knjižnega materijala, v bistvu ena velika laž, prevarjanje in zavajanje. Me veseli, Marjana, tudi ti otroško se veseliš knjige. The best. Jaz bi želel, da si zagotovite svoj izvod, ali kako se že temu reče. Vse v prednaročilu pridejo do vas podpisane in s posvetilom in z eno dodatno nagradico in to je nalepkica 10. oziroma 11. Božja zapoved, da si jo boste nalepili nekam. Kaj ti hvaležnost se s hvaležnostjo poplača, kaj ti mi je všeč, da le redki kupite knjigo po polni ceni, da v bistvu ste jo kupili, ste dodali svoj doprinos po svojih močeh in zmožnostih. Hvala lepa iz srca vsem. Monika, hvala lepa, če si klobuk. Dobro jutro, preletela si pravzaprav v sam konec. Načeloma se danes malo prej poslavljam, zato ker imam pomembne opravila. Marko, praviš, da ne ustvarjamo dobro naprej, hvala enako. Boštjan, praviš, hvala, seveda, napišemo svoje mnenje. The best, lepo prosim, Drejc, tudi tebi dobro jutro, ampak odhajamo počas vsak k sebi, opolnomočeni z demokratičnostjo, pravo demokratičnostjo Leonarda Cohena, nestop kvakano demokracijo, ki jo gledamo v tem svetu, ki razpada. Razkritja prihajajo, razkritja bodo še prihajala. Počas prihajajo z namenom, da se ljudem ne zmeša, da ljudje ne bodo ustvarjali kaosa, da se ne bodo padali v paranojo in da ne bi kdo kogarkoli na kakršenkoli način še dodatno poškodoval, ker človeštvo je poškodovano dovolj. Čas je, da se začnemo zdraviti in to na nivoju srca, na nivoju ljubezni, na nivoju uma in da umaknemo vse, kar je strupenega iz sebe. Če bo YouTube vzel to oddajo k sebi brez težav z avtorskimi pravicami, pa boste to oddajo si lahko pogledali tudi na YouTubu in tisti, ki gledate oddajo na YouTubu, link do nove knjige je od spodaj v opisu. To je to, za tiste, ki gledate na TikToku, je v moji biografiji, vsekakor dobrodošli, jutri zjutraj bomo še kakšno stvar razkrili, sem pa seveda toliko v tej knjigi, da mogoče malo manj spremljam stvari, ki se dogajajo naokrog, Matej, moj zemeljni Ada, regla Marjana in vsi bralci in sestrice, čudovit dan želim, rada vas imam, Marjana, hvala lepa. Tudi tebi, zemeljski Ata, veš, vsak izmed nas je svoj Jesus, kadar ga spusti v sebe in le bodimo. In na tak način pridemo do Ata, kadar smo Jesus, kadar delujemo po njegovih naukih, kadar delujemo tako po moralno-etičnem kompasu, je vsak izmed nas svoj Jezus.
je rekel, samo po meni pridete do njega. Če boste tako, pa ali boste, če boste pa drugače, pa ne boste. In ljudje, kar lažejo, kradejo, se delajo neumenega in tako naprej, misleč, da jim pripada Božje kraljestvo. Ja, ne. Božje kraljestvo je nekaj, kar se z besedami opisati ne da, ne glede na to, koliko debele knjige pišemo, koliko dolge oddaje delamo, koliko uživo dogajamo, koliko posnamem, koliko objav naredimo, tega se ne da opisati. Zaradi tega iz mene padajo stvari ena za drugo z željo, da postanete močni, da postanete stoični, da postanete neustrašni in da se zavedate, da tole niso sončki, srčki in svetlobica in svetlobne dušice, lakotnice, naivnice, ampak da to smo bojevniki, da tole si izboriti mer, ljubezen, integriteto, spoštovanje in te stvari na tem svetu si moraš izboriti, ker svet noče, da si tak. Majority ne. Zaradi tega, ker so sami tega prikrajšani. Kdaj se je to začelo, kako, bo pa vsak zase vedel. Eva, lep dan vsem in hvala, Matej, tudi tebi, Eva, hvala. In Oma, ni lepšega jutra kot jutro, ko se zbudimo in si zaželimo lep dan. Tako je, Zvonka, res je, in si skuhamo eno dobro kofe. Hvala lepa tudi tebi, lep pogumen dan pa prav vsem želi Leja. Na radiju MTK pa čudoviti glas in ogromno pomembnih informacij od Mačečka. Ja, Mačeček, ki ga takole krkišne pihne, kakšni trapasto, ne da. Ampak ja, vsekakor jih in jih pihnem z veseljem, zaradi tega, ker se mi zdi, da na tem svetu tako zelo manjka humorja, zelo manjka dobre volje in vsekakor že dogajamo v smeri, da bomo mi, kako smo že rekli, da bomo naredili diskografijo, Marjana? Diskografijo MTK-jevih oziroma megaherčnih oziroma budkoloških pesmi in evo, bomo dali za tole eno ali pa dve ali pa tri že iz naslova te, bomo rekli, diskografije. Diskografije, kaj ti zvok, glas, pesem grejo skupaj, in znamo pisati, znamo delati videe, znamo delati glasbo, kaj še? Kaj bi še radi od nas? In to po večini za vse sam. Ne, hvala Bogu, imamo na razpolago dobra orodja, ki nam pri tem zelo, zelo pomagajo. Imamo stvari in dajte tudi vi malo pokoristiti stvari. Tukaj so in dajte podeliti svetu tisto, kaj je vaša ideja. Orodja vam bo pa pomagalo narediti, Sej bager sam nič ne naredi, ga moraš upravljati, In če ga prav upravljaš, boš lahko z njim skopal ali jamo za greznico ali za javno razsvetljavo ali karkoli. Ampak dokler v bager nastopi človek in človeška želja, ideja in tako, se z bagrom nič ne zgodi. Enako je z umetno inteligenco, ona sama po sebi nič ne dela. In tudi eno milijardo napak naredi. Ampak če znaš prav povedati, pa inteligenca zelo dobro pride človeku prav in ni se treba matrati v življenju. Do not work harder, work smarter. Torej ne delaj bolj na trdo, delaj bolj pametno. In tudi to sporočajo butalci, butalska pamet pravi, ne se boriti, ni bistvo, da močno krampaš, bistvo je, da najdeš, kako boš čim lažje izpeljal tisto, kar želiš imeti narejeno, da ti ostane čim več časa za tisto, kar imaš rad. Kaj imaš rad? Ja, dobro družbo, Rad imam dobro družbo in rad imam veselje ljudi, rad imam čas sam s sabo in z naravo. Dragi moji, to je to, prečudoviti ste, rad vas imam, uživajte, kdor še ni naročil knjige, dobrodošel, to je tudi neke vrste support meni in mojemu delu, tako da s tem pomagate meni in pa seveda sebi. Krasna je knjiga Darilo od mene za rojsten dan vam in vi meni in tudi darilo, če ga boste komu podarili, je to lepo darilo za moje pojme, ja. Tako da to naj bo v ta dar v današnjem jutru, imejte se prečudovito in Radio Megahertz špila za vas je odšpilal svojo današnjo jutranjo zgodbico. Imejte se prečudovito, rad vas imam, ljubljeni vsi. Vse dobro. Vsem. Radio MTT-ka pozdravi že zbrane. Glas širi preko srčnih valov. Tu na TikToku nam da dimenzijo čisto na nov. Halo, halo, kdo nas posluša? Matej vedno dobro, glasbo okuša. Komadi pokajo, vibe je ta prav. Pridi ka nam zraven, res ti ne bo žal. Kad se nam sme, lajki letijo, vsi na live že možgančke krepijo. Nore so teme, resnica kriči, Matejo poišče, ko mesto še spi.
komentari letijo, zelo so globoki, polni so znanja in lastnih izkušenj. Matej je legenda, naj dolgo še traja, muzika ta prava, da dvigne nam vibe. Wow. Komentari letijo, zelo so globoki, polni so znanja in lastnih izkušenj. Matej je legenda, naj dolgo še traja, muzika prava, da dvigne nam vibe. Vsako jutro, ko je še noč, radio MPTK prinaša nam moč. Na 5 megahercu, vedno na glas, zato se še vrnemo znova in spet. MTK igra na glas, s Matejem znanje leti čez čas. Modro zabava, vse v venem, če nisi še z nami, si čist zgrešen. MTK, kjer live dogaja, vsak dan na TikToku razsaja. Če rabiš vibe, dozo smeha, pri nas je prava uteha. Halo, halo, kdo posluša? Matej je na višku, ljubezen prebuja. Čat se smeje, lajki letijo, radio MTK nam da top energijo. Matej razloži, kar drugi ne znajo, z njim modrosti v live kar žarijo. Od družbe do sveta, resnice brez filtrov, radio MTK je pametni center. Matej live drži na pravem nivoju, če pride k nam hejter, odleti kot sinička. Ba na hitro dobijo, hejta tu ni, radio MTK je safe place za lepe ljudi. Samo dober vibe, debata top, če širiš slabo ti rečemo stop. Tu smo za znanje, za smeh in ljubezen, če nisi za to, vrata so kot tu. Matej razloži, kar drugi ne znajo, z njim modrosti v live kar žarijo. Od družbe do sveta, resnice brez filtrov, radio MTK je pametni center. Sonce sije, v zraku pesem se vrti, luci v lončke se meseje, prvi kalček že kali. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. V zraku vriskajo siničke, v vejah slavček že žgoli. Luci sanja, budko se vrti, ko v svet znova oživi. Zemlja kliče, pridne roke, v vrtu sadiva srčno. Mali kački glave dvigajo, življenje pleše s vetrom, bo pomlad. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Seža v srce ta ljubezni, ki da ti vse in vse ti vzame. Kot roža rase cveti, potem v vetru se preda.
Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca. Hej, pomlad je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Je tu med nami, polja zelena, svet mlad. Na radiu Megahex srca pošiljava pomlad. Živino vsi brutalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Živino vsi, ki ljubijo močno, ki se ne skrivajo, ki vedo, da je resnica v vini in da je mir v srcu vse. Da brutalc, pravzaprav vsak, ne vrag, le čisti sosed, pomejak. Ne vrag, le sosed, pomejak. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Živine vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Da brutalc, pravzaprav vsak, ne vrag, le čisti sosed, pomejak. Ne vrag, le sosed, pomejak. Naj sonce brutalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se butalsko. Živino vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Živino vsi, ki ljubijo močno, ki se ne skrivajo, ki vedo, da je resnica v vinu in da je mir v srcu vse. Da butalc, pravzaprav vsak, ne vrag, le čisti sosed, pomejak. Ne vrag, le sosed, pomejak. Naj sonce butalsko